Pozdravljeni na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Od 26. do 28. marca poteka 9. mednarodni sejem zbirateljstva Kolekta 2015. Torej imate čudovite razstave dol, če ste pogledali fotoaparati, stari fotoaparati, citre recimo, pol te zbirke znamk, te recepti so dol, tudi orodje za lekarne, no to je ta del zbirk. Pol pa pri zbirateljih, ne, se pravi so minerali, ker je vsak mineral je zelo lep po svoje. Pri filatelistih pa glih tako, ne, dobite zbirke znamk, zbirke ovojnic, navadnih ovojnic, kuvert, starih kuvert, zelo starih in zelo cenjenih in dragih. Pri numizmatikih kolekcije denarja, pa imate te kartofile, razglednic je ogromno, moram reči, in se tukaj imamo vtis obrne največ denarja, ne. Letos se je sejma zbirateljstva Kolekta 2015 udeležilo 149 razstavljavcev iz 18 držav, sejem pa je obiskalo prek 6000 obiskovalcev. Zanimalo nas je, ali so med razstavljavci tudi gluhi in naglušni zbiratelji. Ja, kot sem rekel, pred leti je hodil tukaj en gospod iz Škofje Loke, znan naokrog. No in malo smo mu vedno pomagali pri razumevanju. Zdaj moram reči za druge, pa kaj dosti pravzaprav niti ne vem, a so tukaj tudi v društvu, da bi bil kdo prav naglušen, ta hip ni nobenega tazga. Tudi v okviru Slovenije ne poznamo, pa lahko tudi, da je kakšen. Ker je mogoče škoda, ne, ker je to zanimiv hobi. Med zbiratelji znamk je tudi naglušen Grega Mlakar iz Starega trga pri Ložu. Znamke zbira že od leta 1997, ko je bil star 11 let. V svoji zbirki ima več kot 5300 tujih in skoraj 1000 slovenskih znamk. Najvišjo ceno dosegajo njegove prve slovenske znamke, ki jih je kupil leta 1999. Zbirateljstvo mi je kot hobi, s katerim se rad ukvarjam v osnovni šoli, ampak sem tudi obseden z zbiranjem znamk. In kot vidite, so različnih oblik. Eni so bloki, drugi imajo tam zraven še te manjše bloke. Skratka, različne so. Nekoč sem zbiral tuje znamke, enako intenzivno kot slovenske. Ampak v zadnjih 8 let sem opustil to intenzivno zbiranje
tujih znamk. In trenutno samo še odkupujem slovenske znamke preko pošte. Tako mi je najbolj enostavno. Vzamem, plačam in položim znamke v album. Dovolite mi, da pokažem moje slovenske znamke. Vse, kar vidite pri njih, je kupljeno, nima nobenega žiga. Biram take znamke, kolikor mi proračun dopusti. Se pravi, da si ne morem privoščiti ravno najdražjih znamk. Te najdražje, ki bi jih kupil, so bile prve slovenske znamke. Kot recimo tukaj vidite A, B, C, D pomeni določeno vrednost znamk, ki jih je uveljavila Pošta Slovenije. Zanimivo je, da če uporabite iste stare znamke z A, B, C, D in recimo, da se podraži cena, so še vedno enako veljavne zaradi številk. No, to so nemške znamke, ki sem jih tekom življenja dobival od prijateljev, znank, materije in tako naprej. No, kot vidite tukaj je Adolf Hitler. Te znamke niso tako drage, kot se zdi na prvi pogled, so zelo dostopne. Te znamke so grške, romunske, Španija. To je Francija. Kot nekatere znamke so take krožne oblike. Ta je bila narejena za svetovno prvenstvo v Franciji leta 1998. Biral sem vse tuje znamke, kar jih je bilo moč dobiti, ker so mi dali moji prijatelji, starši, sošolci, oddaljeni znanci. Menil sem tudi tuje znamke z drugimi tujimi ali slovenskimi, kolikor so mi dopuščali kolegi, ki sem jih imel. Ampak zaradi leta se ne toliko izmenjavamo več. In zato samo še slovenske znamke zbiram. Nikoli ni prepozno, da se začnete ukvarjati z zbiraštvom tudi vi. Svojo zbirko predstavite v javnosti že prihodnje leto na 10. mednarodni sejem zbirateljstva 2016. Hvala za pozornost in nasvidenje.